Danes pa je en pomemben dan. Leja! Dej, pokaž nam že ta tvoj nov studio. A ja? Ja, ko mi čakamo, da vidimo. Ja, ne vem, zelo nimam časa. Ne se hecam. Kar naprej. In dobrodošli v mojem, ne bom skromna, prelepem novem studiu. Z Leskovarjem smo ga končno uspela spraviti v neko podobo. Ok, začnemo turnejo. Zamislila sem si tako, da v bistvu gremo čez celega, od začetka do konca. V bistvu je kar majhen, no, ampak je pa še zmeraj večji, kakor je bil star prejšen. Imamo prvi kotiček. Prvi kotiček je v bistvu ta setting, kot smo ga imeli prej, torej za snemanje lepotnih videov. Tukaj se bomo še naprej lišpali, takole. Tukaj se torej snemajo make-up vsebine in tudi v novem letu jih bo še vedno kar nekaj. Za mano imamo predalnik, ki je nov. To je dejansko začasen predalnik, zaradi tega, ker je malo ozek. Zaradi tega, ker ko se snemam, ga dejansko z hrbtom, z rameni pokrijem. Tako da v kadru se ga skoraj ne vidi. To je minus. Plus tega predalnika je pa to, da sem se večina svojega make-upa zdaj znebila in imam noter samo tiste stvari, ki jih uporabljam non-stop. In sem ugotovila, da ženska v resnici rabi malo ličil, ne tono ličil. Tako da vse, kar nisem uporabljala že pol leta ali pa več, je šlo skozi oken. Pa naredila sem res selekcijo, torej samo tisto, kar uporabljam, kot sem rekla. Veliko je bilo pa tudi pretečene robe, tako da sveža energija, nov studio, manj make-upa. Yes. Ok, za mano je pa v bistvu moj najljubši del v tem prvem kotičku in sicer so to te lonci, ki mi jih je Leskovar na šraufu zvrtu v steno, pridejo takole. In potem tako položiš pač ta lonček noter in iz njega raste živa rastlina, kar mi je tudi najbolj všeč, zato ker zdaj sem imela take umetne. Ta bo šla stran. Tle sem iskala, ta lonček je malo večji od tega, tako da tle sem iskala eno rožo, ki bi bila tako podolgovata. Nisem je najdla, ampak sem pa najdla tako, ki je rasla tako v krogu, tako da sem jo presadila prvič v življenju in mislim, da je ratala ful luštna, ful fajn. Malo tukaj, vidiš, tako se kakor malo poseda, kako se reče. Pa saj tak mah raste na vsakmu drevesu. V glavnem, hodila sem, da tle tako malo kipi čez, malo dol pada, pa tle pač pol tako malo, veš, da je tak dinamičen. Imamo žive rastline. Kaj pa tam zadnje, kaj je samo ura? Ja, tle pa samo ura, taka rozasta, afnasta, se mi zve pa še na naš vibe. Res pa je, da razmišljam, da bi tukaj dala eno tapeto, da malo popestri vse skupaj. Ampak nič na silo, počas, ok? Vzamem kavo, gremo na drug konc studija. Drug kotiček, drug del je v bistvu spet identičen, kot smo ga imeli tudi v starem studiju. Tukaj se dogaja biznis. Jaz v bistvu dnevno odpisujem tle na maile, montiram. Dodali smo nove izdelke na lepajafna.si oziroma nove izdelke. Izdelke preteklih kolekcij, tako da jih najdete zdaj pri meni na strani. Tako da to je to. Tle mi ful pride prav in mi je ful všeč ta rozasta tabla in sicer imam pregled, kaj vse moram narediti za čez teden. In pol je ful fajn, ko tale bucika pride dol, jo daš na mesto, zmečkaš list in ga vržeš stran. To je najboljši občutek. Tale lepotica mi dela družbo, kadar montiram oziroma sem na računalniku. Predstavljala sva jo v bistvu po celem stanovanju in nikjer ni izgledala tako fajn, kot izgleda tle, tako da se obe ful počutva v redu, no, ko sva skupaj. Se mi zdi, da super dopolnitev. Kako je ime? Ime je pa Sanja, zaradi tega, ker rastline je treba poimenovati po tistmu, ki nam je rastlino prinesel, rožo prinesel, tako da Sanči. Paše, ne? Se pa tudi ujema z lučjo, ki mi je sicer vizualno zelo všeč. Minus je pa to, da v bistvu tako slabo svet, oziroma tako neki na pol čudno svet, tako da mogoče Leskovar to tudi zamenjava. V svojem času. Leskovar, električar. Ko vi čakaš, ali? Ja. Ok, tako da to je ta drugi kotiček. Tretji kotiček, dobrodošli.
kar naprej, je pa v bistvu moj najljubši kotiček v studiu. Anže mi kaže na sliko. Dodala sem še eno svojo ženstveno, lepo sliko, seksi sliko. V bistvu sem si želela pred 30 narediti eno tako seksi fotkanje v čast ženski lepoti. Tako da tole je bilo točno en let nazaj. Mislim, da je spadalo super. Nikoli ne bo dejansko v kadru, razen zdaj, ko gledate, kako izgleda cel studio. Tako da mislim, da je en super upomnik na mladost, na ženstvenost. Anžetu je všeč. Vsak, ko bo prišel noter, jo bo lahko videl, nikoli pa ne bo prav v kadru, ker ko bomo snemali tukaj bo, pokažem že, kako bo kader. Tako. Yes. Ko snemamo tam, pa seveda tudi ni te slike noter. Tako da, samo za obiskovalce studija. In zdaj za vas. Vrnimo se na ta kotiček, v bistvu moj najljubši del studija brez dvoma, zato ker se bojo tukaj dogajali pogovori z čudovitimi, fantastičnimi, inspirajočimi slovenskimi ženskami. Torej, gostila bom ženske, ki so znane in tudi niso znane, oziroma so malo manj znane, spila z njimi eno kavo, en čaj in podebatirala oziroma poklepetala o njihovi življenjski zgodbi. O tem, zakaj so tako uspešne, zakaj so tako čudovite, kot so. Tako da verjamem, da bom dala s tem eno motivacijo vam in ta kotiček v bistvu bo namenjen točno temu. Tako da prihajajo nove vsebine na kanal, nova oblika video na kanal, več že zelo v kratkem. Razmišljala sem, kako uplemenitati steno, ker tele gostje, ki ne bodo dolgočasne, si ne zaslužijo seveda dolgočasne bele stene. Tako da sem gor namontirala, oziroma Anže je namontiral gor tele okvirje. Jaz sem noter naprintala naše plenerje, ki imajo seveda močne misli, tako da se mi zdi en tak fajn preplet vsega. Mal lepe akne, mal neka taka dobra sporočilnost, pa hkrati sam še gostja manjka, da se lahko začne ta naš rock'n'roll. A prav? Pa z Leskvarjem takole rada spijeva eno kavo, ker so sedeži, stoli zelo udobni. Tako da čin, na nove uspešne zgodbe, na nove videe na kanalu Lepa Afna. Še kaj povedal? A jaz sem edini, ko lahko tle sedim. Ja, edini moški, ja, to pa res. Ta čast je doletela tebe. Upam, da vam je všeč. Spodaj seveda bom vesela vaših misli oziroma še kakšnih idej, kako studio narediti še lepši. Razmišljam še tamle v tapetah. Pa tole belo steno bi še rada malo dekorirala. Tako da vse v svojem času, a ne? Pa brez kakšnih neumnosti v komentarjih, prav? Ker nisem jaz zidar. Se gledamo. Čau. Čau, čau.